Dober večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Po pogovoru s predsednikom vlade bomo pred iztekom mandata dali besedo še predstavnikom opozicije. Mednje po poklicnih merilih in načelih novinarske etike v programih RTV Slovenija in glede na začasno odredbo upravnega sodišča iz let 2022 sodijo tudi stranke, ki so nastale med mandatom in imajo v poslanskih klopeh vsaj enega poslanca, ki ni podpisnik koalicijske pogodbe. V studiu zato lepo pozdravljam Jerneja Vrtovca, predsednika Nove Slovenije, Miho Kordiša, predsednika stranke Mi socialisti, Anžeta Logarja, predsednika stranke Demokrati, Anžeta Logarja in pa Dejana Kaloha, predsednika stranke Suvereni. Naj dodam še, da smo v studio povabili tudi predsednika največje opozicijske stranke SDS, a se vabilu ni odzval. Stranka niti ni poslala drugega predstavnika vodstva. Dober večer, spoštovani gospodje. Dober večer. Torej, neudeležba SDS-a, kako komentirate, kakšen je to signal vam in našim gledalcem, pa tudi volivcem seveda? Vsak se sam odloča, na katero oddajo bo prišel, kaj bo govoril, na kakšen način bo komuniciral z volilkami in volilci. Jaz v glavnem želim soočiti mnenja, tega, ker verjamem, da v Novi Sloveniji imamo prave rešitve za prihodnost. Ja, gospod Janša je precej strahopeten človek, očitno, to smo lahko že večkrat videli do tega trenutka. Ves glasen je na Twitterju, na družabnih omrežjih, kjer širi sovražne komentarje, provocira in nasploh nič pametnega ne pove. Ko je treba pa polagati račune pred ljudmi, takrat se pa skrije in ga nikjer ni, tako je zmanjkal tudi danes v oddaji, ampak ne rabi skrbeti, se je poslal dva svoja podanika, enega na moji levi in drugega na moji desni. Ja, demokrati se ne počutimo nad volivci v tej volilni kampanji. Bomo prišli prav povsod, kjer bomo povabljeni, ravno zato, da bomo lahko program uspešne Slovenije predstavili našim volivkam in volivcem. Dobro, še enkrat, meni je žal, da gospoda Janša ni tukaj, vendarle je zdaj četrtič pretendent za premierski položaj, bi po moje moral biti tudi že zaradi tega, da bi kaj repliciral Golobu prej, mogoče pa tudi on pripravlja kakšno večerjo. Gremo zdaj mogoče na vsebino. Videli ste odgovore predsednika vlade, gremo po vrsti. Dražgoše in NOB so temelj naše države, je predsednik vlade povedal po minulem vikendu, kjer je bil govorec. Kako gledate na ta njegov nastop? Dejal je, med drugim prihajajo tedni in dnevi, ko bomo Slovenci znova dokazali, da se netilcem sovraštva ne uklonimo. Se prepoznate v teh izjavah? Zdaj predsednik vlade je tisti, ki s takimi izjavami razdira slovenski narod in se z njim popolnoma ne strinjam, da so Dražgoše in obdobje 1941-45 temelj slovenske države. To ne drži. Temelj slovenske države je osamosvojitev Slovenije in odločitev slovenskega naroda na plebiscitu leta 1990, da bo živel v samostojni in suvereni državi. Ter vsi postopki potem demokratizacije. To, kar pa predsednik vlade pač izvaja že 4 leta in kar je danes potrjeval skozi vašo oddajo, je zelo jasno sporočilo vsem ljudem, zakaj danes živimo slabše. In danes je predsednik vlade v enournem pogovoru nanizal vrsto argumentov. Ukvarja se s preteklostjo, ne pa s prihodnostjo. Dražgoše, tam se zbirajo volivci z Rdečo zvezdo, to so vaši volivci, gospod Kordiš. Tudi sam sem bil tam in posegal v vaš volivni bazen. Tudi sam sem se poklonil padlim herojem v Dražgošah. Mi socialisti smo položili velenc, tako kot vsako leto. Dražgoše, narodno-osvobodilni boj nasploh, ime česa je ta kraj in je to gibanje. Ne zgolj začetkov slovenske državnosti, ampak tudi socialne pravičnosti. To je pa nekaj, kar je predsednik vlade, gospod Golob, pozabil omeniti. Zakaj? Zaradi tega, ker nam danes državnosti ne manjka, manjka nam pa socialne pravičnosti. In narod, ki se zaveda svoje zgodovine, svojega upornega duha, kako se je pravičnejši svet nekoč izboril, je narod, ki si to pravico lahko znova vzame. Gospod Logar, je to napoved, da se bomo tudi tej volilni kampanji ukvarjali z ideologijo? Glejte, ljudje smo različni. Vsak naj časti tisto, kar mu je najpomembnejše. Za mene osebno je osamosvojitev, nastanek slovenske države, tista svetla točka, ki mi na nek način tudi v politiki daje nek kompas za naprej. In mislim, da je to idejo tiste skupnosti, ko smo skupaj na referendumu se odločili za skupno državo, treba dodatno podarjati. Zdaj pa, kaj pa rezanje spomenikov, rezanje glav spomenikov? Ne, to je popolnoma neprimerno, to je nesprejemljivo za mene. In ravno to hočem povedati, a se res želimo vrniti nazaj naše, vaše, naši prazniki, vaši prazniki. Naj ljudje praznujejo tisto, kar želijo.
naj pa hkrati ne zlorabljajo teh dogodkov ali pa teh spominov za svojo politično agendo. Je bila to zloraba? Poglejte, samo še to povem. Če prideš prvič kot govorec in grumiš dol z govorniškega odra, to je po moje zloraba za politične namene. Gospod Kaloh. Zlorabila seveda tisto dejanje odrezane Titove glave. Jaz pravim, da spomeniki preteklega režima seveda sodijo v muzeje, tako se spravljati na te nekoč vidne politične osebnosti, pa nekomu je vseeno še v srcu, tako da to mi ni bilo vredo, pa to, da še povem, kaj se pa tiče državne entitete Slovenije. 17. januarja 1947 je bila ustava Socialistične republike Slovenije, drži pa, da slovenska visoka pesem je pa bila potem z slovensko osamosvojitvijo in z oboroženim bojem proti okupatorju leta 1991. Gremo naprej. Na drugi strani imamo napoved Janeza Janše, zaprtje pipic nevladnikom. Je dejal, napovedal, vsak se bo lahko znašel na listi za maščevanje, odgovarja predsednik vlade Golob. Zdaj, zelo pomembno je, ne, da v tej državi, v tej državi imamo, kot kaže, dva sistema. Ne. En sistem državljank in državljanov, ki vsak dan zjutraj vstaja, se bori, dela, je priden in marljiv, plačuje davke, in imamo tudi kasto privilegiranih. V tej strukturi so tudi določene nevladne organizacije, ki pa jih moramo, nasploh nevladni sektor, ločevati. Gasilce, humanitarne organizacije, kot so Karitas in Rdeči križ, ki delujejo resnično v javnem interesu, in nevladne organizacije, ki niso nevladne organizacije, ampak so podaljšana roka, bomo rekel, politične levice za dosego določenih parcialnih političnih ciljev. Najprej moramo to rešiti, zakonodajno ločiti, in naj se tiste nevladne organizacije, ki delujejo, počakajte, ki delujejo v političnem interesu levice, naj se financirajo iz prostovoljstva oziroma iz naslova dohodnine. Torej mi podpiramo, da se naredi ta ločnica in da se tistim nevladnim organizacijam, ki delujejo pod taktirko, v tem primeru leve politične opcije, prekine financiranje. Ne razumem prav dobro, zakaj se moramo ukvarjati z frustracijami nekega tipa, ki že 30 let terorizira to državo, danes v studio se pa ne upa soočiti z državljankami in državljani in z morebitnimi kritikami. Sicer pa lahko na račun nevladnih organizacij povemo tudi naslednje. V ta paket sodi tudi Rimokatoliška cerkev in vse njeni sateliti. To popkovino bi pa morali prerezati. In da, mi socialisti bomo to prav gotovo storili, če le dobimo priložnost. Javna sredstva, državo in cerkev je potrebno razločiti. Nevladniki, cerkev. Ja, pa tudi institucije oziroma organizacije, ki se ukvarjajo z pomoč invalidom, pač za ponujene asistence spada v ta paket, kar pomeni, da je v bistvu precej neurejeno to področje. Mislim, da ima Švica to zelo dobro urejeno, namreč nevladne organizacije, ki dobivajo sredstva iz proračuna, ne smejo sodelovati pri recimo političnih kampanjah. Mislim, da je ena taka ločnica nekaj, kar bi v Sloveniji morali ali pa lahko upeljali. Poleg tega pa lahko razmislimo tudi o zvišanju tistega dela dohodnine, ki ga namenjamo za nevladne organizacije, in so potem ljudje tisti, ki bodo odločili, komu naj gre naš denar, torej davkoplačevalski denar, in s tem zelo elegantno rešimo ta problem, pa tudi politikov maknemo iz tega odločanja, kdo je na pravi strani in kdo ni. Dva primera bom navedel. Nevladnim organizacijam, kot so recimo gasilska društva, jasno, ne smemo preprečiti dotoka denarja, še bolj jih moramo podpirati. Po drugi strani pa nevladnim organizacijam, ki pa dejansko pomagajo pri sprevajanju, recimo, ilegalnih migrantov, takšne organizacije nevladne pa seveda ne smejo dobiti niti evra za svoje početje, to je jasno. Dobro, gremo naprej. Premier Golob jutri vabi na kosilo 7 strank. Gospod Kordiš, se boste vi tega kosila udeležili? S kakšnim sporočilom greste tja? Seveda, mi socialisti se bomo tega kosila udeležili. Zelo jasno bi radi namreč predočili politični sredini dejstvo, da je njihovo neprestano obračanje na desno napaka, ker v tem trenutku pri izvajanju politik komaj da še obstaja kakšna razlika med politikami vlade Roberta Goloba in tem, kaj govori parlamentarna desnica na čelu z gospodom Janezom Janša. Imamo pa še pred volitvami priložnost, da to popravimo. Vi ste sodelovali v tej vladi svoj čas. V čem se razlikujete od stranke Levica? Pri tem, da sem vztrajal pri programskih zavezah državljankam in državljanom. Zame je nesprejemljivo, da je država stopila na pot militarizma, da kupuje več orožja za NATO pakt, za ameriške vojne, ne za našo obrambo, kot je to nameravala storiti še prejšnja vlada, pa je bila prejšnja vlada desna. Tako da,
Mi socialisti odhajamo jutri na kosilo s 3 strankami politične sredine, zato da jim ponudimo možnost, da se odlepijo od desničarskih politik. Konkretno, v parlamentarnem postopku imamo 3 akte. Referendum proti nabavam orožja za NATO pakt, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in zakon za dvig delovskih plač na čelu z dvigom minimalne plače na 1150 evrov. Ni se nam treba pogovarjati o tem, kaj pa kako po volitvah. V tem trenutku lahko vsi skupaj državljankam in državljanom pokažemo, kaj je prava smer. No, vi ostali niste bili povabljeni na to kosilo. Kako pa se na desnem polu sestajate, dogovarjate morda iza kamer? Gospod Logar, vi konkretno sebe pozicionirate kot sredinsko stranko, očitno vas premier Golob ne prepoznava. V čem se razlikujete od SDS-a? Politične širine. Pri nas demagogija ne vpliva na to. Pri nas v bistvu vpliva to, kaj hočeš za Slovenijo narediti. Zdaj, če ti želiš spremembo v pravo smer, mi je vseeno naša stranka, združuje ljudi konkretno iz različnih političnih polov, od bivše levice do, SDS, Nove Slovenije, konkretno in tako naprej. Ampak eno je bistvo. Mi smo prišli na neko mejo, pa tudi današnja razprava, pa sem govor predsednika vlade to priča, ko se moramo odločiti, a želimo še naprej to ideologijo, ko pridem jaz, umaknem vse, kar je prejšnje delo, popolnoma zamenjam sistem, vse spremenim na novo, čeprav ne, ampak na začetku napovem, ali pa enkrat rečemo, a je to sploh prava pot. Dajmo mogoče malo razmisliti, kaj je dobro za Slovenijo, pa se lotimo predvsem. In taka kosila, kot so ta, so v bistvu en znak obupa ohrajanja sistema, ki umira. Zdaj ta vaša retorika, gospod Logar, so zamere med vama pozabljene? Gospod Kaloh, vi ste bili ostri, da je gospod Logar antidemokrat, ste zapisali. Pa se jaz nimam nobenih zamer, ker se tega tiče. Jaz ne igram nobenih zamer in politika zamerja ravno to, kar nas je pripeljalo do kamer nas je pripeljalo, ker so v bistvu praktično vsi nesposobni. Nezadovoljni. In da predsednik vlade sklicuje zdaj kosilo, kjer vabi onkraj svoje koalicije tudi nas, oziroma njih, socialiste in resnico, pomeni, da je v bistvu zelo nesuveren v njihovo politično pot za naprej. Da je antidemokrat, da mu gre samo za denar in za funkcije, to so vaše besede, gospod Kaloh, Logarju. Ja, jaz tudi nimam do Anžeta dobenih zamer, v končni fazi smo profesionalca, se pozdravljamo na parlamentarnih kosilih. Bila so mogoče različni pogledi na določene koncepte, ampak zdaj gremo vsak za svojo stranko, tu 3 smo taki, kaj se pa tiče apropo tega kosila. Jaz vseeno mislim, imam neki občutek, da bo tudi lider opozicije, kot sem navodoma povedal, da bo nekaj podobnega naredil kot premier Golob, kako jaz pravim, ne kosila, mogoče večerjo. To bi pa tudi bilo mogoče možno, da bi se ti, ki smo bili včasih na tisti strani, zato pravim, mi suvereni, se tudi ne delimo na leve pa desne, ne, gre nam samo za suverenost, neodvisnost naše Slovenije napram Bruslju, tako da mi smo tudi seveda za povezovanje, pa naj vam še to, gospa Katarina, povem, jaz sem sedel recimo z Pavlem Ruparjem skupaj, še z Marsikom, s Karlom Merjavcem, ne, pa tudi nekaj nismo našli, recimo smo se pa zelo dobro ujela z gospodom Janko Vebrom, ki bo pa tudi na naši listi suverenih za državnozborske volitve. Vaša lista pa bo sestavljena skupaj z stranko Fokus in z SLS-om. Kje so razlike med vami? Zdaj, vi iščete in me sprašujete po razlikah, jaz pa sem politik, ki iščem, kje so sinergijske točke za razvojno koalicijo. Koalicijo razvoja, ki bo zagotovila večjo splošno blaginjo za tako državljanke in državljane, kot tudi pogoje za obrtnike, podjetnike, za tiste, ki pod to vlado najbolj trpijo. Kar se tiče kosila, ne, ki ste ga omenili. Zdaj, po slišanem so se s predsednikom vlade partnerji uspeli dogovoriti za termin. Verjamem pa, da se bojo skregali že to, kaj bo na meniju. Se pravi, tovrstna politika usklajevanja pred kamerami na način a priori izključevanja je simptom te vladajoče koalicije, ki jo vodi Robert Golob. Kar se pa tiče na desni sredini, okrog Nove Slovenije, skupaj z Ljudsko stranko in Fokusom, delamo ravno to, kar druge stranke samo govorijo. Se pravi, usklajujemo močno listo, ki bi pomenila ta razvojni preboj te države zaradi blaginje. To pa pomeni v okviru neke nove, drugačne koalicije, kot jo pa vodi predsednik vlade Robert Golob. Se pravi, govorimo o
potencialnih možnostih Da bi razvoja, izpostavljeno. ne pa višjih davkov. In ena izmed prioritet te skupne liste je zagotovo v prvih 100 dneh najprej normalizirati stanje v Sloveniji, zagotoviti stabilnost, znižati obdavčitve, zaradi tega, da bodo ljudje lahko imeli višje plače in podjetniki in obrtniki boljše pogoje dela. Kdaj bo lista postavljena, koliko mest jim boste prepustili? Zdaj po podrobnostih seveda jaz ne bom govoril, pogajanja, usklajevanja še vedno potekajo. Lahko pa rečem in se zahvalim obema strankama za korektno sodelovanje v fazi pogajanj, kajti cilj je tisti, ki je ključen, in sicer da Slovenija dobi drugačno razvojno koalicijo, razvojno vlado, ki ne bo mar samo zato, kar je danes, ampak tudi kaj je jutri, pojutrišnjem za naše otroke. Odmeval je prestop Mateja Tašnerja Vatovca k SD-ju. Kako vi gledate na to? Boste desnemu polu olajšali delo s tem, ko se na levem polu drobite? Mislim, da je stranka Levica postala praktično enaka stranki SD, to je na vsezadnje tudi sam Tašner Vatovec povedal in iz tega potegnil poslednje konsekvence. In to je, zakaj bi bil tam med amateri, če grem lahko med profesionalce. In nič več drugega nimam zapovedati na to temo. Mi socialisti smo edina res leva politična stranka v tem prostoru. Nas zanima, ali se je sredina pripravljena pogovarjati z nami in sprejeti konkretne ukrepe za mir in za blaginjo, ali bo še naprej zavijala na desno. Zadnja redna seja Državnega zbora bo 26. januarja. Koalicija bo potrebovala tudi glasove opozicije. Na dnevnem redu boste imeli imenovanje ustavnih sodnikov, guvernerja Banke Slovenije in pa varuhinje človekovih pravic. 60 glasov. Kako boste glasovali? Jaz sem že javno povedal, da tega zatečenega stanja, ki ga imamo, predvsem pri varuhu človekovih pravic in pri guvernerju, to je nedopustno, tudi tujina nas gleda, zdaj guvernerja nimamo praktično že leto dni. Jaz sem že javno povedal, da definitivno kot suvereni, samostojni podpiram sedanjega viceguvernera Primoža Dolenca, kakor tudi vse 3 ustavne sodnike, ki jih je predlagala Nataša Pirc Musar. Gospod Logar, ste dogovorjeni? Ne, glejte, mi smo jasno povedali, da če je predsednica republike čakala tudi 1 leto in tako naprej, ni nobene težave, če počaka še 2 meseca oziroma 3 mesece do nove koalicijske večine v državnem zboru. Sploh pa se mi zdi nesprejemljivo. Razumem, ampak pač napaka je bila storjena naprej. Jaz težko rečem, če bi bil sam predsednik republike, ne bi ravnal tako verjetno, kot je ravnala gospa Nataša Pirc Musar. Ampak, glejte, temeljiti celotno ustavno sodišče, torej 5 ustavnih sodnikov, večino v naslednjih 9 letih samo na glasovih obstoječe koalicije in enako z guvernerjem Banke Slovenije, jaz mislim, da je to z vidika nekoga, ki je recimo temu glava naroda, kar predsednik oziroma predsednica republike je, nesprejemljivo z vidika zagovarjanja nekih občih demokratičnih načel. Mislim, da se tega predsednica republike ne bi smela dovoljiti, ampak bi mogla iskati podporo onkraj koalicijske večine. Slišali ste, lahko še čakamo? Ne, nikakor. Ustavno sodišče Banke Slovenije, varuh človekovih pravic in tako naprej, to so nosilne inštitucije te države, njenega gospodarstva, njene demokracije in podobno. Nikakor si ne smemo dovoliti in privoščiti, da se s temi funkcijami kocka in da naslednja vlada mogoče začne svoj mandat s tem, da čeznje buldožira. Tako da mi bomo podprli ta predsedničine predloge. Ustavno sodišče ima mandat do imenovanja novega, to se je v zgodovini že dogajalo in to ne bi bil noben precedens. In če smem zaključiti, in tudi gospe predsednici smo povedali, mi si zelo želimo, da najde skupni jezik z 3 sredinskimi strankami koalicije in potem tudi sami z veseljem prispevamo svoje glasove. Gospod Vrtovec, bili so neki napori, ko ste sodelovali z vlado pri sprejetju Šutarjevega zakona, potem napori pri sami volilni zakonodaji neuspešni. Boste 26. januarja dali svoje glasove tam, kjer jih bo koalicija potrebovala za imenovanje varuhinje človekovih pravic? Zdaj, kar se tiče tistih vprašanj, Šutarjev zakon, v Novi Sloveniji smo ga podprli, zaradi tega, ker so tako nam sporočali tudi župani in lokalne skupnosti. Dejansko pa Šutarjev zakon ni bil potreben zaradi tega, da bi lahko zagotavljali ljudem varnost. Kar se tiče volilne zakonodaje, gledajte, s to vladajočo koalicijo spreminjati ustavo nikakor ne gre, zaradi tega, ker je izgubila vlada Roberta Goloba velik del legitimnosti, da lahko spreminja tako pač pomembne dele, kot je volilna zakonodaja, zato tudi takšna odločitev Nove Slovenije. Kar se tiče imenovanj, ki ste jih navedli, pa
počakajte tudi, da se vsi kandidati tudi pridejo uradno predstaviti. Zdaj so kandidati, počakamo, kako se bo odvilo in tudi ali sploh je koalicija pri določenih enotna ali ne. Ustavno sodišče kot temelj naše ustavnosti, z njim se ne gre igrati, žal par, tu je vedno bolj ideološko enobarno, brez različnih svetovno-nazorskih pogledov znotraj ustavnega sodišča, kar je nevarno za naš demokratičen sistem. Bistvo zdravstvene reforme ni razveljavljeno, zdravstvena reforma je šla v pravo smer. Ustavno sodišče je pritrdilo vladi, da je treba ločiti javno in zasebno. To so besede predsednika vlade, slišali ste jih. Kakšen je vaš odziv? Ja, jaz sem, preko smo ga gledali, sem sedini zapisoval primerjeve besede. Sveda, on je mojster sprevračanja, ne? Zdaj naš zdravstveni sistem še vedno po ceni suverenih v zelo slabem stanju. Čakalne vrste se še vedno niso skrajšale, tudi dostopnost zdravstvenih storitev kot takih so še vedno umanjkanje, ko ti res dejansko potrebuješ zdravstveno pomoč, tako da tukaj bo naslednja vlada dejansko morala narediti res neki smeli korak. Mi predlagamo celo 20% več za zdravstveno zavarovalnico, da bo potem lažje implementirala... Ne smemo v privatizacijo, ki jo zagovarja opozicija. To so besede predsednika. Mi zagovarjamo, da je ta razmejitev, ampak vseeno, da se zdravniki, ki delajo v javni inštituciji, se pravi v kakšnem UKC-ju, lahko potem tudi delajo v zasebnem sektorju, ampak šele po rednem delovnem času. Ne more se pa dogajati, kot smo imeli primer v našem UKC Maribor, da je tam zdravnik, se pravi, tam so bile čakalne vrste, privat pa je zaslužil po 30.000 evrov. To enostavno ne gre, to je nesramno od bolnikov, ki pa res rabijo storitev, tako da mi zagovarjamo, da lahko delajo, ampak šele po rednem delovnem času. Zdaj, gospod Golob je povedal recept za čakalne vrste, ki da se že izvaja digitalizacija zdravstva in plačevanje storitev po dejanskih stroških. Glejte, predsednik vlade Golob je že veliko stvari napovedal, pa potem vsakič prelagal svoje napovedi naprej. Ampak jaz ne vem, če se predsednik vlade sploh zaveda, kaj govori ob tej zdravstveni reformi, ki je njegova glavna reforma v celem mandatu in jo je ustavno sodišče spodjedlo na temeljnem načelu. On pravi, da mu je... Je že v redu, on pravi, ampak vsi vemo, da to ne drži. No? Vsi vemo, da to ne drži, da je padla na tistem glavnem načelu, ki ga je on uporabil za ščuvanje zoper zdravnike, da je utemeljil ves ta manever spremembe sistema zdravstvene oskrbe. Ampak, gledajte, 4000 ortopedskih operacij je bilo odpovedane. 3 ortopedi na UKC so dali odpoved. Mastijofacialna na UKC je praktično pred sesutjem. A se mi sploh zavedamo, kakšna škoda se dela zdravstvenemu sistemu zaradi politiziranja in ugrabljenje teme zdravstvene reforme kot nosilno temo nekega politika v času njegovega mandata, ki se je na koncu izkazala za popolnoma neuspešna. Ste vi sploh za javno zdravstvo? Seveda, absolutno. Pa ne za novo javno zdravstvo. Očitno je treba na novo definirati, kaj je javno zdravstvo. Ne državno zdravstvo, ampak javno zdravstvo. In to je neko načelo, ki jo moramo pošteno povedati tistim, ki uporabljajo javno zdravstvo. Država plača zato, da ima posameznik storitev. Če posameznik nima storitve, to ni javno zdravstvo. In to, kar zdaj nimamo, da so čakalne vrste še daljše, oprostite, to je nedelujoče državno zdravstvo, ki ga je treba urediti. In zdravstvena reforma bo ena od prvih, ki jo bo treba v naslednjem mandatu res narediti, ampak tako, da bo storitev na voljo, ne pa tako, da se bo predsednik vlade trkal po prsih, da je rešil javno zdravstvo. Gospod Kordež, si lahko sploh javno zdravstvo predstavljamo brez koncesionarjev? Če ste poslušali lihkar gospoda Logarja, vam je lihkar povedal, da zagovarja pač privatizirano zdravstvo, ampak z besedami, ki jih mogoče slovenska javnost, ki je na strani javnega zdravstva, lahko požre, ne? Opisoval je zdravstvo privatnih firm, korporacij, zalitih z nekim javnim denarjem. To seveda ni javno zdravstvo. Javno zdravstvo so javne ambulante, javne bolnišnice, ki so potem tudi javno financiranje. In problem za to zdravstveno reformo, o kateri govori gospod Golob, ki bi morala biti solidarna zdravstvena reforma, je, da se je ustavila na pol poti. Pravzaprav je ravno zdravstveno vprašanje tisto, kjer se najbolj pokažejo različne politične usmeritve različnih političnih polov. Desnica pravi, sicer s pentlico in v celofanu, zdravstvo je treba sprivatizirati, sredina se strinja, da potrebujemo javno zdravstvo, ampak je pri tem polovičarska, no mi socialisti kot prava levica pa pravimo, javno je potrebno nedvoumno in takoj razločiti od zasebnega. Dosledno prepovedati zdravnike dvoživke, ki ustvarjajo čakalne vrste, omejiti koncesije
To se naredi na dolgi rok, ne, tega ne moreš iz danes na jutri, lahko pa ukinemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje in iz njega naredimo pravično, solidarno javno dajatev oziroma ga prevedemo v obvezno. To je pa ta zakon, ki ga imamo zdajle v postopku. Ne, tega nismo storili. To je primer tega polovičarstva. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje ni bilo ukinjeno, bilo je nacionalizirano, še vedno je pa ostalo nepošteno. In zdaj ti Blaž Brodnjak in čistilka na minimalni plači plačuje ta isti znesek. Ne? Mi pa predlagamo s svojim zakonom, da vsak prispeva po svojih zmožnostih proporcionalno in ja, tudi to je ena izmed točk, za katere želimo pridobiti podporo sredinskih strank, da ta zakon za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja še pred koncem tega mandata spravimo pod streho. Glasove imamo, če hočemo, jih lahko uporabimo. Treba ločiti javno in zasebno, tako je predsednik vlade razumel odločitev Ustavnega sodišča. V bistvu ta celotna reforma ni vredna besede reforma, ne? Zaradi tega, ker je dodatno podaljšala čakalne vrste in ravno zaradi čakalnih vrst in dob se v bistvu dogaja to, ne? Privatizacija javnega zdravstva. Zaradi tega, ker ljudje, ki čakajo, grejo raje k zasebniku za svoj denar, kljub temu, da dajo veliko denarja v zdravstveno blagajno. Rešitev je to, da je v srčju pacient, bolnik, v srčju sistema in dobi storitev, ni važno kje, lahko tudi pri zasebniku, ki izvaja javno zdravstveno storitev. In da je to plačnik ZZZS. Damo preveč denarja v to zdravstveno blagajno, da bi imeli tako dolge čakalne vrste in dobe. Ta razredni boj, ki pa ga je predsednik vlade odprl, in v tem primeru ga je odprl proti pacientom na račun nekih političnih točk. Ne? Ima pa v bistvu neko tako zelo slabo prihodnost, kajti vedno večje ljudi, ki čaka. S tem pa se krepijo res tisti privatniki, medtem ko bi lahko te isti privatniki dobili plačene storitve kot prosto kapaciteto preko ZZZS. Je problem korupcija v zdravstvu? 7 milijard se korupcija vsako tudi leto problem v zdravstvu. Je to glavni problem. Najhujša korupcija tudi v zdravstvu je pravzaprav legalizirana. Poglejte to. V samo zadnjih nekaj letih, v zadnjem desetletju, se je obseg denarja v našem zdravstvenem sistemu dvignil za 40%. Število zdravnikov se je povečalo za 1/3. Hkrati se je pa povečalo število zdravniških zasebnih podjetij za 800. In posegi niso šli gor. Čakalne vrste so se podaljšale, so pa privatniki zaslužili tudi do 80% več. Dobro. In to nam uničuje naš javni zdravstveni Korupcijo v zdravstvu že veliko časa govorimo, tudi preiskovalne komisije so bile narejene, ki so ugotovile številne koruptivne dela, ampak nismo naredili tistega bistvenega. Ne? Sej, Zakon o zdravstveni dejavnosti ima nastavek za to, torej zdravstvene regije. Demokrati imamo to v programu, ampak potem je pa treba narediti tudi javna naročila znotraj vseh zdravstvenih regij, zato da nastane konkurenca znotraj zdravstvenih regij in da so skupna javna naročila za večje En pomemben poudarek, ki ga je pred dnevi dal dr. Brecelj, opozoril je, da vas politike, glavni plejeri, ki imajo svoje lovke v zdravstvu, kupujejo prav zdaj pred volitvami, vam namenjajo denar za kampanjo in kasneje, če boste seveda prišli v vlado, bodo od vas pričakovali usluge. Koga prepoznate v teh izjavah? Mene ste pogledali. Zdaj, kolegi so bili zelo glasni pri korupciji, zelo so se potrudili. Zdaj, ko omenjate Breclja, vis-a-vis kolega Logarja, on je sam rekel, da takrat, ko je kolega Logar vodil KNF, Komisijo za nadzor javnih financ, je Breclj ocenil, da je tam kolega Logar odigral določeno umazano igro, ne vis-a-vis preiskovanemu Marandu, ampak to so vprašanja potem za kolega Logarja. Teda jaz mislim, da politika bi tu res mogla biti zelo načelna, pa zelo waterproof, kaj se tiče obsodbi korupcije. Mi pravimo v Sloveniji, da korupcija je presežno zlo, ker dejansko ruši vse druge podsisteme in v tako malo incestni Sloveniji, ko živimo, bi dejansko to res mogli, ta gordijski vozel korupcije Na kratko en stavek, res čas na še Jaz sem bil presenečen na to izjavo gospoda Breclja. Jaz sem gospoda Breclja poklical in sem se oglasil pri njemu in sem ga vprašal, iz kje ta izjava sploh izhaja. In je rekel, da je to pač njegov občutek in da ga težko prepričamo nasprotnem, ampak kakšnega realnega dokaza za to pa ni bilo. Ampak še enkrat, razprava o korupciji v zdravstvu mora dobiti tudi neposredne posledice, torej je treba sistemsko zadevo urediti, da se lahko zadevo preganja, kar se do sedaj ni zgodilo. Najbolj pravičen prispevek je prispevek za dolgotrajno oskrbo, pravi predsednik vlade. A res? Plačujejo ljudje v to malho ogromno denarja. V teh, mislim, da 6 mesecih se je zbralo tej malhe okrog 200 milijonov evrov. Dolgotrajne oskrbe pa ni za vse. Da ne govorimo o problemu dolgotrajne oskrbe na domu. In ljudje še vedno drugi spet čakajo na odločbe.
Se pravi, izbira se neka nova dajatev na zalogo. Se pravi, ja, potrebujemo rešitev za dolgotrajno oskrbo, ampak ne na način, kot je to zastavila obstoječa vlada, da v bistvu zmanjšuje plače ljudem, nazadnje tudi upokojencem samim, te storitve pa mnogo izmed njih je ta trenutek še vedno nima. Se pravi, zakaj? Zakaj ljudem jemati denar za nekaj, česar ni? 1000 evrov minimalne plače? Je še vedno pod pragom tveganja revščine, kot ga pričakujemo v prihajajočemu letu. Prav zato mi socialisti pravimo, da se mora minimalna plača dvigniti na maksimum, kolikor se v tem trenutku lahko, na podlagi zakona, ki ga sami predlagamo. Torej, na 1152 evrov, in to bi moral minister Mesec storiti, in tudi vladajoča koalicija bi morala ta zakon za dvig delovskih plač podpreti. Ker ko se dvigne minimalna plača, se potem dvignejo gor tudi vse ostale delovske plače, ki pa v tem trenutku draginje v delavskih gospodinjstvih ne lovijo. Od začetka mandata do danes so se cene osnovnih živil povečale za 1/3. Zdaj se pa državljanke in državljani vprašajo, a imajo danes v svoji plači za 1/3 več, kot so imeli nekaj let nazaj, ali nimajo. Seveda nimajo, vedno teže živijo, upokojenci enako. In tukaj mora poseči država in zelo jasno povedati, vzeli bomo kapital, vzeli bomo bogatih in podprli bomo delovne ljudi. Janez Janša pravi, da bi ukinil prispevek za dolgotrajno oskrbo. To podpirate? Ne, to je sistem, ki je bil zdaj uveden. Treba ga je samo prilagoditi na način, pa v bistvu demokrati predlagamo celostno oskrbo, da dolgotrajna oskrba postane osrednji model socialne politike. S tem, da je treba predvsem rešiti ta kaos, ki je zdaj nastal, ker se dolgotrajna oskrba financira iz 2, morda celo 3 virov. Nekaj iz dolgotrajne oskrbe, nekaj pa iz obveznega oziroma iz zdravstvenega zavarovanja. Zaradi tega, ker niso poslušali vse deležnike v procesu sprejemanja zakonodaje, da bi naredili po avstrijskem modelu, kjer jasno razločuje, kjer del je plačan iz zdravstvene oskrbe in kjer del, torej nadstandard, je plačan iz dolgotrajne oskrbe. In to je treba spremeniti, zato da bo to sistem, kjer ne bo do dvokratnih plačil in da bo učinkovit in da bo predvsem ponudil tisti, kar državljanke in državljani na koncu koncev v bistvu celo življenje plačujemo za to, da bo na jesen našega življenja imeli zagotovljeno ustrezno oskrbo. To je bistvo dolgotrajne oskrbe. Kako torej ohraniti socialno državo? 1000 evrov minimalne plače, dolgotrajna oskrba? Z lahkoto vam odgovorim, pisec našega programa na gospodarskem področju Jože P. Damjan je predlagal eno rešitev. 1000 bruto evrov za vse poklice, ki so nosilci naše socialne države, se pravi od predšolske vzgoje do učiteljev v osnovni šoli, srednji šoli, do policistov, gasilcev, zdravnikov. V naslednjih 3 letih vsem tem skupinam pa je potrebno zvišati plače, da bodo seveda imeli veselje do dela in da bomo tudi mi, uporabniki njihovih storitev, v končni fazi zadovoljni. Gremo še na tujino. Donald Trump je precej zaznamoval zadnje dneve z vrstijo se zaostrovanja Kolumbija, Mehika, Kuba, Grenlandija, tudi z vojsko. Predsednik vlade pravi, mednarodno pravo ne velja več. Moramo se povezati navznoter. Ali vi podpirate politiko Donalda Trumpa? Zdaj v Novi Sloveniji se zavedamo situacije geopolitike, ki se dogaja in da svet ni več takšen, kot je bil nekaj let nazaj. Ali podpirate politiko Donalda Trumpa? To niso tako enoznačni lahko odgovori. Jaz podpiram vso politiko, ki krepi Evropo kot združene držav, zaradi tega, ker le močna Evropa, in mi smo tukaj del Evropske unije, lahko pomeni tudi močen odgovor na vse težnje, ki jih imajo Združene države Amerike in na to politiko, o kateri me vi zdaj sprašujete, politika Donalda Trumpa. Torej, jaz sem prozahodno usmerjen politik, demokrat, drži, ampak seveda zagovarjam močno Evropo kot protiutež in silnicam tudi čezatlantskih povezovanj oziroma čezatlantskega sodelovanja. NATO, morate se zavedati, zakaj je nastal, in jaz še vedno trdim, da NATO je tudi danes zelo močno potreben. Podpirate politiko Donalda Trumpa? Sem vam odgovoril, da v tem primeru, kar se tiče teženj po Grenlandiji in tako naprej, je močna Evropa odgovor tudi na politiko Donalda Trumpa. Torej, jaz te ne podpiram vizavi težnjam po Grenlandiji. To žal ne drži. Drži, da je Donald Trump nor, ampak žal Ursula von der Leyen in Kaja Kallas nista nič boljša. Nasploh se pa kaos v svetu in naraščanje tenzij ne dogaja zaradi psihologije tega ali onega voditelja, dogaja se zato,
ker zahodni kapitalizem izgublja nadoblast nad preostankom sveta. Indija se postavlja na svoje noge, Kitajska, tudi Rusija se je osamosvojila in zato zahodni vozitelji želijo braniti privilegije svojih korporacij za vedno več orožja in vedno več militarizma. Slovenija v tem svetu si lahko povrne suverenost, lahko se postavi na svoje noge, če vpliv iz Zahoda, ki smo mu v tem trenutku neupravičeno v celoti podrejeni, pravzaprav smo vazalski, uravnotežimo z gospodarskim, diplomatskim in političnim povezovanjem z državami globalnega juga na prvem mestu z Ljudsko republiko Kitajsko. Jaz težko poslušam, da se je Rusija osamosvojila potem, ko je napadla brutalno svojo sosednjo državo v Ukrajino. Prostite, glejte, tudi v politiki so določeni standardi, ki jih moramo nekako spoštovati. No? Ja, zdaj, če lahko nekdo reče, tri leve stranke, ki sestavljajo aktualno vlado in skozi ponavlja, da so to sredinske stranke, ok, to sprejmem. Ampak, če pa rečeš, da se je Rusija osamosvojila potem, ko je zagnala vojno, ko je članica, stalna članica varnostnega sveta. Kako naprej? Navznot. Sej, to je bistvo zdajšnje situacije. Tudi z lastno vojsko evropsko? Tudi z lastno vojsko evropsko. Zdaj, ko je v bistvu svet na pragu kataklizmičnih dogodkov, se je treba obrniti navznoter. Slovenija navznoter povečati svojo konkurenčnost, Evropa navznoter povečati svojo kohezijo. Recimo Grenlandija primer. Ja. Francija je že leto nazaj, ko se je začelo govoriti o tem, da naj bi Trump zavzel Grenlandijo, svoje kolegice na ravni Evropske unije pozvala, da naj naredijo tam pač neko izpostavo evropske vojske za pač kot nek sistem odvračanja. Pa je bila zavrnjena. Danes verjamem, da bojo to naredili. Ja, suvereni smo tukaj, ne bom rekel korak pred časom, ampak v štric hodimo s časom, ker pravimo, da kot mala nacija, kot malo izvozno usmerjeno gospodarstvo moramo sodelovati z vsemi velikimi akterji, tako z Rusko federacijo, kot z Ameriko, kot z Kitajci, z vsemi. Kaj se pa tiče obrambnih vidikov, jaz oziroma mi suvereni zagovarjamo seveda ta obrambni holding dovoz, mi moramo krepiti našo slovensko vojsko, ker ti, ki bo zdaj v dovozu sodelovali, bodo seveda tudi zaposlovali, delovna mesta se bodo odpirala, davki bodo stajali doma. Nisem pa v global političnem pogledu, pa nisem pristaš Trumpove politike, ki je izrazito ekspanzionistična, se pravi zasest drugo državo, odvleč tudi, pa ne glede na to, kaj si mislimo Madura, po tej logiki tudi lahko pride gospod Trump v Slovenijo pa enkrat našo predsednico spalače, zdaj karikiram sicer, to pa suvereni seveda ne zagovarjamo, posegati v neke suverene. To zdaj res ni bilo v redu, Lejte, Maduro je bil vodja narkokartela, pa tako naprej, Venezuela, narod tam trpi, smo lahko tudi na nacionalni televiziji poslušali pogovor, o tem, kakšen problem in kako trpi narod v Venezueli zaradi politike, ki jo vodi Maduro. Ampak se gospod Kordiš zelo dobro pozna Venezuelo. Prva stvar, ki so jo sodne inštance v Združenih državah Amerike ugotovile, ko so tja pripeljali gospoda Madura, je, da ta narkokartel ne obstaja in se ga je izmislila CIA. A ni to žalostno, da v našem političnem prostoru obstajajo stranke, ki vazalsko podpirajo norega Donalda Trumpa. To ni prihodnost, ki si jo mi socialisti želimo. Na koncu smo, spoštovani gospodje, 22. marca gremo torej na volitve. Kratko vprašanje še za vse, minuto imamo še do konca. Gospod Kaloh, ankete vas sploh ne zaznavajo. Kaj boste storili? Ni res zaznava, ni na medije nam vedno oceni tam od 0,5 do 0,8. Jaz pravim, da bomo presenečenje teh volitev v smislu, da bomo naredili na tej nacionalni suverenistični strani dober rezultat. Verjemite mi na besedo. V končni fazi pisec programa, kot sem prej omenil, bil Jože P. Damijan, bil je dr. Marko Jesenšek, imamo potentne kandidate, poleg Janka Webra, še tu Peter Ostre, še en poslovniš iz Maribora. Imamo eno plejado kompetentnih ljudi, ki bomo dejansko jih tudi prezentirali tam sredi februarja. Gospod Logar, vi ste sebe postavili v ime vaše stranke Demokrati Anžeta Logarja. Gradite kult osebnosti? Ne, sploh ne. Sem v bistvu nasprotnik gradnje kulta osebnosti. Je pa res, da stranka, ki se je na novo postavila, je morda malce težje, če nimaš take medijske promocije, kot so imele nove stranke v preteklosti. Se vi sploh vidite, gospod Kordiš, v koaliciji
Ali boste tipična opozicijska stranka? S strankami politične sredine smo se pripravljeni pogovarjati, s kom drugim pa naj se, z skrajno desnico in njihovimi sateliti danes v studiu prav gotovo ne. Je bil to manever pred volitvami, da ste zamenjali vodstvo stranke? So bila stališča Mateja Tonina preveč podobna Ljudmili Novak? Ne, gledajte, v Novi Sloveniji gremo na te volitve skupaj povezani v to, da naredimo novo razvojno koalicijo, drugačno kot pa je vlada Roberta Goloba. Gre za prihodnost te države, zato to počnemo. Spoštovani gostje, najlepša hvala za vaše odgovore in obisk v našem studiu. Hvala lepa. Hvala pa tudi vam, spoštovani, ki ste bili v naši družbi ob 22:15, pa ne zamudite odmevov.